Spoštovani in dragi prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju. V čast mi je, da lahko danes predstavim dve svoji najnovejši knjigi, in sicer roman Posekani svet, ki sem ga napisal v dveh variantah, najprej v nemščini pod naslovom Die kahl geschlagene Welt in potem leto zatem v slovenščini, ampak ne kot prevod, ampak kot nekako svobodno varianto pod naslovom Posekani svet. To je roman o prvi svetovni vojni. Povedati moram, da me je druga svetovna vojna zaznamovala v otroških letih, ker sem jo doživel še osebno kot 5-letni deček v Središču ob Dravi na fronti med Sovjeti in nemškim Wehrmachtom. Prebral bom nekaj odlomkov torej iz knjige Posekani svet in v nemščini Die kahl geschlagene Welt in potem še nekaj odlomkov o drugi svetovni vojni iz moje knjige Disident, ki je šla lansko leto decembra v Mariboru pri Kulturnem centru Maribor v zbirki Frontier. Sehr geehrte Damen und Herren, heute werde ich einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch Die kahl geschlagene Welt vorstellen. Dieses Buch, dieser Roman handelt über den Ersten Weltkrieg, das Ende der Monarchie und, was ist von Bedeutung, über den Attentat von Gavrilo Princip in Sarajevo im Juni 1914. Und dann werde ich auch einige Auszüge nach diesen deutschen Ouvertüre aus den slowenischen Texten lesen. Also, hier ist der Anfang von Ende der Monarchie. In Sarajevo vom 28. Juni 1914. Bomben, Bomben, viele sind tot. 100 Jahre nach Ereignissen, die alles veränderten, steht noch immer weit weg von hier ein kleines, baufälliges Haus mit niedrigem Dach. In ihm wohnte ein magerer, stets schwarz gekleideter junger Mensch, ein armseliger Student mit dunklen Gedanken. So stellte sich Frau Ilitsch jedenfalls einen Anarchisten vor, der sich im Haus absichtlich unauffällig verhielt, um seine Pläne zu verschleiern. Er war belesen, intelligent, doch scharf und unduldsam. In der Aktentasche hatte er die Bombe versteckt, sich eine schwarze, lange Pellerine umgeworfen und war in den Regen auf der grauen Straße getreten. In der Anspannung des schrecklichen Geschehens hat er nichts gesehen, keine Bäume, keine Wolken, keine Regentropfen auf dem Ziergebüsch im Park. Nur der Gedanke an das Attentat brannte in seinem Kopf wie eine große, zischende Flamme. Er war durch die Menge geeilt, ein schwarzer Fleck in der Brandung des Lebens, und keiner der Idioten, die um ihn standen, hatte etwas bemerkt. Es war ja ein so lustiger Tag mit schmetternder Musik. Gott erhalte, Gott beschütze, herrlich und trara. Unter Trommelschlag marschierten die Soldaten des Kaisers flussabwärts. Vielleicht war es aber ganz anders gewesen. Vielleicht hatte es nicht geregnet. Vielleicht herrschte sprichwörtlich Kaiserwetter. Im stillen Kaffeehaus am Ufer der Miljatska saßen möglicherweise
3 oder 4 junge Männer. Sie unterhielten sich ganz leise, aber nervös und beobachteten die alte slawische Türkenstadt, die jenseits des Flusses an diesem sonnigen Morgen ein bisschen zu verträumt und verschlafen in den noch jungen Tag hineindöste. Hinter den Bäumen und dem Gebüsch war außer einer kleinen Moschee nichts zu sehen. Und doch lag die Anspannung in der Luft. Der magere, junge Mensch lief inzwischen wie im Albtraum weiter. Er hörte in einiger Entfernung eine heftige Explosion, Lärm und Schreie. Er blieb kurz stehen, wollte sich aber nicht umdrehen. Der Gedanke an das Attentat verwandelte seinen Kopf in eine riesige, gefährliche Flamme. Die Anspannung wurde unerträglich. Er griff unter den Mantel, bückte sich nach vorne und schleuderte die Bombe. Doch jetzt konnte er plötzlich nicht mehr weiter. Die Erde erzitterte unter seinen Füßen. Es brannte bis zur Verzweiflung in seinen Kopf, in den Eigenweiden, alles in Flammen, die brennende Welt, ein unbeschreiblicher Schmerz. Vielleicht war es aber keine Bombe, sondern der Schuss aus dem Revolver gewesen. Und der Tote war vielleicht der Kaiser selbst, vielleicht der Kronprinz oder der König. Hat er gedacht, es war gelungen, die Ermordung des Tyrannen war geschehen? Oder war er enttäuscht, weil der Tyrann vielleicht nicht tot war? Doch in den Sekunden der Ausübung seiner Wahnsinnstat fühlte er sich absolut frei. Einen Augenblick lang war er stark, ruhmreich, der Herr über die Welt. Es war diese Gier, größer als die anderen zu sein, alle anderen durch die heldenhafte Tat für sein Volk und seine Ehre zu überleben, den Tod aller anderen im ewigen Ruhm zu überdauern. Hatte man ihn später begnadigt oder war er im Gefängnis krank und verlassen gestorben? Einige erzählten, dass er als alter Mann in ganz armen Verhältnissen lebte, still, klein, unauffällig, bürgerlich und lächerlich. Sein Haus überlebte ihn, das kleine Haus des schwarz gekleideten Anarchisten mit düsterem Blick. So, Dankeschön. Und jetzt schreite ich zu den slowenischen Büchern. Ich lese jetzt das Gleiche in slowenischer Variante aus dem Buch Posekani svet. Torej, zdaj prehajam k slovenski književnosti in preberem odlomek iz knjige Posekani svet. Bombe, bombe, veliko mrtvih. Sarajevo, 28. junija 1914. Nekje med bosanskimi hribi morda še stoji skromna kamnita hiša z nizko streho, če je ni 100 let po dogodkih, ki so popolnoma spremenili svet in ljudi, podrl neprizanesljivi čas. V njej je živel suh mladenič v temni obleki, reven študent s temnimi mislimi. Tako se je gospa Ilič predstavljala anarhista, ki se je med ljudmi namenoma obnašal popolnoma običajno
in nevsiljivo, da ne bi izdal svojih daljnosežnih načrtov. Nekateri pravijo, da je bil načitan in nadarjen, toda oster in nestrpen. Akta, ko je skril bombo, se ogrnil v dolgo črno pelerino in stopil v dež na cesti. Obseden od usodne naloge, ki jo mora brezpogojno izpolniti, ni videl v tem posebnem stanju in razpoloženju pravzaprav ničesar. Ne drves in oblakov, niti deževnih kapljic na grmičevi v parku. V njegovi glavi je kot sikajoč plamen gorela ena sama misel. Nihče od tepcev, ki so stali ob cesti, ga ni opazil. Saj je bil vesel dan. Z udarnimi koračnicami in slovesno godbo Bog ohrani, Bog obvari nam cesarja Avstrijo, krasno in trara. O podarcih na boben so cesarjevi vojaki korakali navzdol ob reki. Morda pa je bilo popolnoma drugače. Morda ni deževalo. Morda je bilo sijajno poletno vreme, kot v pravljici Das Kaiserwetter, cesarsko vreme. V odročni kavarnici v Miljacki so morda sedeli 3 ali 4 mladeniči, zarotniško tiho so se vznemirjeno pogovarjali in ves čas nestrpno opazovali staro turško-slovansko mesto, ki je onstran rečice še nekoliko zasanjano in zaspano dremalo v mladi dan. Za drevesi in grmovjem nisi mogel videti razen majhne mošeje ničesar. Toda mladeničih je kljub dopoldanskemu miru pokalo od razburjenosti. Suhi mladenič je medtem hitel kot v mori dalje. Kdaj ne ukrepa? V glavi je zaslišal močno eksplozijo, nato še hrup in krike. Za trenutek se je ustavil, vendar ni hotel pogledati nazaj. Misel na atentat je spremenila njegovo glavo v velikanski ognjeni zubelj. Napetost je postala neznosna. Z roko je segel pod plašč in otipal ročno bombo. Hitro in si je z njo v roki sklonil naprej in jo zagnal proti avtomobilu. Zdaj ni več mogel hiteti dalje. Zemlja se je zatresla pod njegovimi nogami. Stisnilo ga je nekam navzdol, gorelo je, neznosno je gorelo v njegovi glavi. Žgalo ga je globoko v drobu, vse v ognju, nepopisno močna bolečina. Mogoče sploh ni bila bomba, temveč streli iz revolverja in mrtvi je bil morda sam cesar, morda njegov prestolonaslednik ali pa kak neumni kralj. Je zdaj sredi treska in hrupa pomislil, da mu je uspelo, da se mu je posrečila usmrtitev tirana. Je bil razočaran, prazen in utrujen, ker tiranu morda ni mogel prinesti smrti. V sekundah usodnega dejanja se je kljub vsemu čutil popolnoma svobodnega. Za kratek trenutek je bil močan in slaven gospodar sveta. V njem je za bežno sekundo zagorela strast moči. Hotel je biti večji kot vsi drugi. V slavi je želel preživeti vse ljudi, se preko smrti dvigniti in povzpeti v večno življenje. So ga pozneje pomilostili, je morda umrl v zaporu, pozabljen in bolan. Nekateri trdijo, da je na stara leta živel popolnoma zapuščen, v veliki revščini, tiho, samotno in izgubljeno, staromodno in smešno. Seveda, to je prvo poglavje iz tega romana o prvi svetovni vojni, ki je bila strašna. Opisujem Posočje,
borbe med Italijo in Avstro-Ogrsko, tam na Krasu, ja, pri Gorici in tako dalje, s tolikimi tisočimi mrtvimi italijanskimi in avstro-ogrskimi vojaki, tudi mnogimi Slovenci. Opisujem zaledje in pa seveda konec Prve svetovne vojne, ki je povzročila tudi konec Avstro-Ogrskega imperija. Ampak ta Prva svetovna vojna je seveda povzročila neki posebni odvisnosti dogajanja Druge svetovne vojne in agresije, ki se pravzaprav poznajo daleč v 20., morda celo 21. stoletje. To Drugo svetovno vojno sem doživel leta 1944-45 kot 5-letni otrok na fronti med sovjetsko armado, rdečo armado in nemškim Wehrmachtom. No, iz te knjige Disident, ki je šla pri kulturnem centru Maribor, bom prebral en odlomek ravno o tem ključnem doživetju mojega življenja v zgodnji mladosti, ki me pravzaprav spremlja v nekih posledicah do danes. Dež pada na gozd, pada na goro in vodo, vse povsod se kruši in ruši stari svet. Oče prihaja pijan in vedno bolj razburjen domov, pripoveduje o novih časih, ki prihajajo, toda vzunaj dežuje in je mrzlo in temno. Nekega večera po policijski uri vdrejo v naše stanovanje za Bežigradom v Ljubljani slovenska domobranska policija in aretira očeta, ki je kot antifašist kritiziral nacistično oblast in vojno. Očetova glava nervozno tava po stanovanju. Mama živčno išče in zbira za očeta perilo, žlico, zobno krtačo, črne ponjave na zastrtih oknih zaradi policijske ure ob 7. zvečer, neprizadeto buljijo v noč na drugi strani. Z babico, očetovo mamo, obiščemo očeta v kaznilnici v Ljubljanici. Oče se brije na dolgem hladnem hodniku. Od vse povsod rožlja neprizanesljivost. Kmalu ga bodo odpeljali v nemško koncentracijsko taborišče Dachau. Središče ob Dravi 1944-1945. Konec Druge svetovne vojne na nemško-sovjetski frontni liniji. Z mamo se voziva iz Ljubljane proti Zidanemu mostu. Nad vlakom preži nevarnost. Izpod oblakov nas lahko napade železni ptič, ki v trenutku zahusuje hiše in ljudi z bombnim ognjem in treskom. Tudi iz gozda lahko na mah počijo streli. Mimo Pragerskega ropotamo po spodnje Štajerski pokrajini. Na središki postaji ni žive duše. Občutek imam, da sva z mamo sama na svetu. Pešačiva po dolgi poljski poti do oddaljenih hiš. Potem stopava skozi obširno panonsko razvlečeno naselje. Blizu šole stoji lepa hiša mojega pradeda Antona Kosija, ki je bil dolgo vrsto let tu šolski ravnatelj. Mama stopi na visoke kamnite stopnice, ki še danes obstajajo, ki vodijo do glavnih vrat. Obdane so z 2 košatima oleandroma. Pritisne na hišni gumb, kmalu se oglasijo drsajoči upočasnjeni koraki. Težka, starinsko okovana hrastova vrata se ponosno odpro. Na pragu stoji moj dostojanstveni praded. Iz oči mu sije dobrodušna prijaznost. Povabi naj v hišo. Tu nas pozdravijo prababica, omica in njena sestra teta Tončka z možem Martinom Kojcem
ki mu pravimo stric Iki. Praded odide v jedilnico, Iki pa v salon, kjer kadi cigarete in pod starimi hrvaškimi podobami o slavi Zrinskega in Frankopana piše svoje parapsihološke čarovniške knjige. Kadar se praded sporeče s središkim zdravnikom, doktorjem Hajsom, velikim pristašem Hitlerjevega nemštva, mu postane slabo. Hajs, ki je postal župan v Polstravu, preimenovanemu središču, mu dopoveduje, da slovenstvo nima nikakršne bodočnosti. Prav bi bilo, da bi moj praded kot inteligenten staroštajerski človek to vendarle že doumel. Moj praded ne popusti, vse do konca življenja ne bo nastavil sekire na slovenske narodne korenine. Ostal bo zvest svoji narodni tradiciji, ki jo je že v nekdanji Avstro-Ogrski kot nadučitelj in šolski ravnatelj bogatil z mladinskimi poučnimi spisi in različnimi kompozicijami. Zdaj kot slaboten starček razburjeno prebledeva, ko skuša ugovarjati Hajsovi zlovešči velenemški ideologiji in izgublja tla pod nogami. Teta se boji Hajsovih sicer zdravniško nujnih obiskov. Praded je v razburjenju že dvakrat omedlel in padel na tla. Slišim, kako se odpirajo in zapirajo vrata v jedilnico. Tetini koraki odmevajo po vsej hiši. Z vlažno krpo močijo domači pradedovo čelo in ga peljejo v posteljo. Čez nebo lete ameriški aeroplani. Tečem skedenj, ker so mi rekli, da streljajo na ljudi globoko pod njimi, ki so zanje visoko v zraku, majhni kot mravlje. Aeroplani puščajo za sabo kovinske trakove. Nevarnost se sveti v soncu. Skrivam se v mraku med senom in ropotijo, da me ne bi videli. Sredi spanja nas budi protiletalska sirena. Tečemo v klet pod težke oboke, ker smo po tetenem mnenju na varnem. V daljavi grmi, vedno znova zatuli sirena, zato smo se za stalno preselili v klet, kjer jemo in spimo. Nemci bežejo iz naselja, posod leže kosi razbite pločevine, dolge kolone vojaških avtomobilov se umikajo proti nekdanji jugoslovanski severni meji. Ljudje so se zakopali v zemljo, žive kot miši na polju, podzemskih jarkih in rovih, ker se boje bombnega napada na naselje. Zvečer se pobliskava fronta, ki divja čez Panonijo. Na bližnjem Madžarskem gore naftna polja. Noči so rdeče od vojne, groze in krvi. Prikažejo se možje v usnjenih plaščih. Teta mi reče, naj se umaknem. V nemščini rečejo, da moramo zdaj z njimi oditi v Rajh, zakaj sem v središče pridejo ruski bolševiki, ki pobijajo in uničijo vse, kar leze in gre, kot kobilice v srednjem veku. Teta jim pove, da je praded težko bolan, da umira, zato se ne moremo umakniti. Na hitro odidejo. V spodnji središki trgovini ropajo zaloge živil. Nemški trgovec je pobegnil proti Štajerskemu Gradcu. Domov nosijo vreče makaronov iz črne moke, saharin, margarino, blago in drobnarije. Na lojtarskem vozu bežimo v gozdove pri Marofu v bližino Ormoža. Tam baje ne bo tako hudo, ker se glavni del vojske pomika po cestah proti severu. Zavlada usodna tišina. Po cesti se peš poganja v strnjeni vrsti dolga kolona hrvaške vojske. Zavedno izginejo za gričem v gozdu. Vse povsod se pobliskava. Ko pridemo na Marov, kamor se je gospodarska poslopja, sredi gozda zatekla množica prebivalstva iz bližnje in daljne okolice, se izgubimo v onemelem pričakovanju. Ja, spoštovane prijateljice in spoštovani prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju, torej prebral sem nekaj odlomkov iz mojih zadnjih književnih del,
dotikali so se prve in druge svetovne vojne in to pa iz enega posebnega mojega subjektivnega, eksistencialnega razloga, ker me je pač druga svetovna vojna močno zaznamovala, tudi s poznejšimi dogodki, ki sem jih doživel v Jugoslaviji ob tako imenovani ljudski revoluciji in vseh tistih drugih dobrih in slabih dogodkih, ki smo jih potem skozi desetletja doživljali, dokler nisem se izselil v Avstrijo. Ta druga svetovna vojna je pravzaprav naslednica prve svetovne vojne, ki mi je tudi močno nagovorila, zlasti 100 let po njenem koncu, ko sem zelo veliko bral o dogajanjih od leta 1914 do 1918, prav tu v naši srednji Evropi, čeprav je vojna bila strašna in zajela celotno Evropo in tudi druge kontinente na svetu. Ja, torej, kaj bi bil nauk iz teh dveh književnih del? Namreč to, da so vojne pogubne in da bi bil čas, da po tolikih tisočletjih že biblijsko zacementirane vojne enkrat ustavimo in se sprostimo neki humani, povezovalni družbi. Najlepša hvala.